jubilejna šolska predstava. Udobno se namesti, nato pa mirno in zbrano prisluhnite zgodbi o dekletu Lili. Angel jo je naučil verjeti vase. Predstavljaj si, da moraš na vroč poletni dan ostati v sobi, čeprav sije sonce in tvoji prijatelji v bližnjem parku spuščajo zmaja. Lili je zavzdihnila in se zastrmela v scenarij na pisalni mizi pred sabo. S težavo je zadrževala solze. Zgrozila se je, ko je gospa Rjavec dodelila pomembno vlogo v šolski predstavi. Lili jo je skušala pregovoriti, naj da vlogo komu drugemu, pa je gospa Rjavec ni želela poslušati. Rekla je, da je vloga Lili pisana na kožo. Predstava je govorila o deklici Alici, ki je skozi zajčjo luknjo padla v nenavadno, čarobno deželo, kjer so se dogajale neverjetne reči. V njej so nastopili govoreči beli zajec, mačka z največjim nasmehom, kar si jih kdaj videl, in kraljica. Ta je kričala: "Odsekajte mu glavo!" Alica je doživela veliko pustolovščin. In gospa Rjavec je Lili dala vlogo Alice, najpomembnejšega lika v zgodbi. Lili je bila predstava všeč. Svoj del je želela dobro odigrati. A kaj, ko si nikakor ni mogla zapomniti besedila. V ozadju je bilo slišati tiho igranje glasbe z radijskega sprejemnika. Včasih se je zdelo, da je le zaradi glasbe Lili sploh še ostala pri zdravi pameti. Jutri zvečer bo stopila na oder pred več 100 ljudi, pa je še vedno kar naprej pozabljala, kaj mora reči. Celo gospod Rjavec je začelo skrbeti. Ti samo vadi, je rekla gospa Rjavec. Kmalu ti bo šlo gladko kot po maslu. Gospa Rjavec je bila dokaj prijazna, kolikor je to od učiteljice pač moč pričakovati. Toda Lili vseeno ni verjela. Naj je še tolikokrat na glas prebrala svoj del besedila ali ga vadila z očetom, učinka ni bilo od nikoder. Lili je v mislih že lahko videla, kaj se bo zgodilo naslednji večer ob 6. Srce ji bo razbijalo in imela bo suha usta, ko bo čakala, da se zavese dvignejo. Vsa publika bo uperila oči vanjo, celotno besedilo, ki se ga je tako zelo trudila naučiti na pamet, pa ji bo spohtelo iz glave. Tako je bilo na včerajšnji generalki. Čemu bi bilo kaj drugače na pravi predstavi? Črke na listu papirja pred njo so ji zaplesale pred očmi. Sploh ni mogla razbrati, kaj pomenijo.
nima smisla, je Lili glasno rekla. Škoda, da se trudim. Nikoli si ne bom zapomnila besedila. Prav tedaj, ko si je takšne misli podile po glavi, je skladbo na radijskem sprejemniku prekinilo hreščanje. Super, je zamrmrala, ko je začela obračati anteno. Samo še to se mi je manjkalo. Lili ni mogla najti radijskega signala, pa naj se je še tako trudila z anteno. Je zarenčala, vstala izza pisalne mize, šla na drugi konec sobe in se vrgla na posteljo. Pogledala je proti nebu. Vdam se, je rekla, komur mar ta neumna predstava. Opazovala je ptice, kako krožijo in plujejo po sinjem nebu. Brnenje iz radija jo je spravljalo ob živce. Hotela je sklopiti to reč. A se Lili nekako ni mogla pripraviti niti do tega, da bi vstala iz postelje in se sprehodila do mize. Nenadoma je postala neznansko utrujena. Le čemu bi se sploh trudila? Vedela je, da jo bo zajel preplah in bo pozabila sleherno vrstico besedila, ki si ga je uspela stlačiti v glavo. Jutri zvečer bo namesto nje morala nastopiti gospa Erjavec. Hej, zakaj pa ti kar ležiš tam? Je kot z nožem v zrak zarezal glas DJ-ja. Lili je skočila v znak in pogledala radio na drugem koncu sobe. Nehal je hreščati, nekakšno nenavadno postajo je zdaj ujel. Kdo je ta čudni DJ? Zakaj si zdaj odnehala? Jo je vprašal. Pod oknom je bela ptica. Lili je nepremičeno obsedla. Je DJ res govoril njej? Toliko dodatnega truda si vložila v vajo, je nadaljeval DJ. Le pomisli, Lili, prvič si dobila veliko vlogo v šolski predstavi. Ni čudnega, da te je na generalki pograbil strah. Toda gospa Erjavec te je zbrala z razlogom. Odlična boš. Jutri bo drugače, boš videla. Lili se je začela ščipati, kot to počno v zgodbah. Je spala in sanjala. Vedela je, da ni. DJ je res govoril njej. Zmoreš, Lili, le verjeti moraš vase. Zmoreš, Lili, le verjeti moraš vase. Glas DJ-ja je bil tako miren in pomirjajoč, da je na mestu strahu Lili občutila toplino. Bilo ji je prijetno in nastopa se je celo začela veseliti. Na delu je bila čarobnost ali nekaj enako čudovitega. In to se je dogajalo njej. V tistem hipu je sobo ponovno napolnilo brnenje, potem pa se je na ves glas začela vrteti druga polovica neke pesmi. Lili,
je sedela na posteli in gledala skozi okno. Kdo je bil ta DJ in zakaj se je odločil pomagati? Si je vse le domišljala. Potem je spoznala, da ni pomembno. Nasmehnila se je. Zmorem, si je rekla, zmorem, zmorem. Afirmacije. Angeli ti pomagajo verjeti vase. Bolj kot verjameš vase, več lahko dosežeš. Včasih je za uspeh potrebnih nekaj neuspelih poskusov. Iz porazov se naučiš, kako lahko nekaj izboljšaš. Da bi lahko vztrajali, moramo biti pogumni, a bo ves trud na koncu poplačan.